Lep dober večer, spoštovani gostje, spoštovani nagrajenci ter njihovi mentorji in sorodniki, ostali predstavniki znanosti, gospodarstva, spoštovani gostje. Tokrat že 25. zapored slavimo obletnico rojstva velikega slovenskega fizika in v tednu okrog 24. marca odpiramo vrata Inštituta Jožef Štefan. Današnja prireditev pa je najbolj slovesna, saj bomo nagradili 3 vrhunske mlade znanstvenike, ki so se v zadnjih 3 letih izkazali s svojimi doktorati. Spoznali bomo njihovo delo, predvsem pa razmišljanje o znanstveni sedanjosti. K mikrofonu pa za začetek vabim direktorja Inštituta Jožef Štefan, profesorja doktorja Jadrana Lenarčiča. Spoštovani gostje, spoštovani prijatelji, spoštovani nagrajenci. Odbor za zlati znak Inštituta Jožef Štefan je tudi tokrat izbral 3 nagrajence oziroma 2 nagrajenki in enega nagrajenca. V slovenskem jeziku se reče 3 nagrajence. Prejemnike zlatega znaka za najodmevnejša doktorska dela. Kljub temu, da je letos pravilnik nekoliko spremenjen in omogoča, da so nagrajenci lahko vsi iz enega področja, je odbor kot najboljše izbral 3 iz različnih področij. To razveseljuje, saj kaže, da kakovost ni privilegij ožjih skupin. Naj tudi izkoristim ta trenutek, da se zahvalim odboru za zlati znak, ki je vestno kot vedno opravil svoje delo. Predsednik profesor Pejovnik bo kasneje podal kratko poročilo. Ko se tako navdušujemo nad vami, spoštovani nagrajenci, pa nas vaši dosežki silijo tudi v razmislek. Koliko so ti slučaj ali izjema in koliko so rezultat učinkovitega sistema, ki omogoča kakovostno znanstveno in razvojno delo celotni generaciji. Analize, ki sem jih nedavno naredil, v prvi vrsti za lastno razumevanje stanja, s pomočjo podatkov, ki mi jih je prijazno odstopil direktor Agencije za raziskovalno dejavnost, kažejo, da se je v zadnjih letih pri krčenju javnih vlaganj v raziskave in razvoj najslabše godilo prav mlajšim generacijam. Ne želim kvariti današnjega razpoloženja, ampak opozoriti na norosti, ki jih počnemo oziroma počnejo v državi z brezglavim varčevanjem v javnem sektorju. Neke na poti so zamešali javni sektor in javni interes. Lani sem to opisal z izrazom neselektivno varčevanje, ampak to ne drži, ker v resnici je selektivno, ker je šlo v 3 letih predvsem, oziroma v teh letih predvsem in skoraj izključno na škodo raziskovalno razvojne dejavnosti. Vemo, da je od osamosvojitve sem Slovenija zaostajala pri izgradnji celovitega inovacijskega sistema. Težave, ki so se kopičile, niso bile le finančne, temveč tudi in predvsem strukturne narave. Leta 2011 je Državni zbor na pobudo ministrstva sprejel RIS, torej Raziskovalno inovacijsko strategijo Slovenije, ki je splošnim političnim in strokovnim konsenzom opredelila smernice razvoja znanstvenega in aplikativnega raziskovanja, tehnološkega razvoja in inovacij. Kazalo je, da bo Slovenija končno naredila pozitiven preobrat, tako v finančnem kot v strukturnem smislu. Kdo bi si takrat mislil, da se bo takoj naslednje leto politika odločila narediti veliki korak. Zelo velik korak, ampak v nasprotno smer. Upeljati torej drastično varčevanje v raziskavah, kar je prispevalo k več kot tretjinskemu padcu javnih vlaganj v naslednjih letih. Ne vem, ali je kak drug sektor upadel pol toliko. Upad je bil očiten še posebej v delu, ki se nanaša na aplikativne projekte ter poudarjam na razvoj mlajših generacij raziskovalcev. Tu je bil padec 50%. Če naj navedem le vlaganja v mlade raziskovalce in podoktorske sodelavce. Da ne govorim o razpadu vlaganj v infrastrukturo, ki je predpogoj za uspešno delo predvsem mlajše generacij in kar je privedlo do tega, da je raziskovalna infrastruktura danes že skoraj blizu 90% amortizirana. V reorganizaciji vladnih resorjev se je tehnologija prenesla v Ministrstvo za gospodarstvo, kjer pa je prišlo do kadrovskega kolapsa in tudi do razpusta tehnološke agencije. Rezultat tega je, da se nam pred očmi razgrajuje inovacijski sistem, medtem ko so pred državo vse večji izzivi,
kot so nova tehnološka revolucija, kot pravijo, digitalizacija in podobno. Večinoma so to seveda fraze, ampak dejstvo je, da se svet premika. Agencija za raziskovalno dejavnost bi morala po RIS-u danes razpolagati s približno 300 milijoni evrov ali več. Dejansko razpolaga 145 milijoni. Leta 2011 je razpolagala že 183 milijoni, dodatno pa je priteklo še več kot 30 milijonov v Centru odličnosti iz kohezijskih virov. Medtem ko jaz kritiziram, pa v političnih strukturah velja, da se vlaganje v raziskave in inovacije večajo s pomočjo kohezijskih sredstev iz strategije pametne specializacije. Tudi zaradi tega pri politikih ni čutiti kakšne slabe vesti. A na to sem upozarjal že več let vnaprej, ker sem predvidel to napačno razumevanje o uporabi in namenu kohezijskih sredstev. Dejstvo namreč je, da sredstva pametne specializacije ne gredo v izgradnjo inovacijskih procesov, pač pa se posamični inštrumenti uporabljajo v prenešenem pomenu za nakup dresov v košarkarski ekipi, medtem ko za ves ostali program, treninge, superge, trenerje, telovadnice, ekipa nima denarja in se počasi seseda. Jaz bi pa raje videl, da bi imeli pogoje za izvrstne treninge in zmage na tekmah in da bi igrali v starih dresih. V Evropi se razkorak med bolj in manj razvitimi na tem področju povečuje in to v škodo Slovenije. Slovenija sodi in ne si delati utvar med one spodaj. Absurdno pri vsem tem je, da govorimo z vidika proračuna o zanemarljivih denarjih, ki jih lahko nek drug minister v 5 minutah izposluje za recimo regres upokojencem. Tega trivialnega preskoka od regresa do razvoja v državi ne zmoremo storiti že desetletja. Videti je, da bo moja generacija prej prišla do tega, da se bo začela zauzemati za regrese. To stanje nespametnega varčevanja se pozna zdaj že pri srednji generaciji raziskovalcev, ki postaja apatična. Pri mlajših, ki se ozirajo za možnosti v svetu. Najbolj pa se pozna tam, kjer se nič ne pozna. Torej pri onih, za katere so vrata v razvojne procese zaprta in se tako potihoma preusmirjajo Bog ve kam. Teh sploh ne vidimo. Talentov za neizprosno raziskovalno razvojno delo je malo. Mi se jim očitno zlahka odrekamo. Medtem ko bi celovit preobrat v tej sferi finančno gledano stal le eno kavo na mesec na Slovenca. Ko me je nedavno vprašala novinarka, kaj si želim v letu 2017, sem rekel, da bi si politika na najvišjem nivoju, nadstrankarsko, če hočete, ali medstrankarsko, vzela čas eno popoldne za premislek, ali hočemo biti družba znanja ali ne. Če ja, potem naj se vendarle dogovorijo, kaj narediti za to, čemur rečemo znanost, raziskave, tehnološki in tudi netehnološki razvoj, inovacijski sistem, univerze, inštituti, deregulacija, debirokratizacija raziskovalnega dela. Vse to, kar sem danes povedal, in še več je tega, česar nisem, gre večinoma v škodo generacijam za nami. Tega jaz kot predstavnik generacije, ki ta čas obvladuje to družbo, ne morem sprejeti. V resnici mladi ne potrebujejo veliko, le da bi jim bilo omogočeno, da bi si lahko zaslužili svoj kruh na raziskovalni poti kot znanstveniki in inovatorji, da bi lahko izpeljali svoje ideje, da bi lahko udejanjili svoje vizije. Spoštovani nagrajenci, še enkrat vam čestitam za to veličastno priznanje, ki nosi ime Slovenca Jožefa Štefana. Po svojem prvem predavanju na akademiji je Jožef Štefan napisal: Zna biti, pojde od tega dne z menoj boljše. Obrazi se mi bolj prijazni kažejo, pa vendar Bog ve, ali bode kaj pomagalo. Vsi me vabijo, da bi delal z njimi, pa še noben mi ni rekel, da bi jedel z njimi. Naj vas Štefanova skromnost in veličina vodita na vaši poti. Na poti, ki je šele na začetku. Človek postane ustvarjalec, ko v sebi najde otroka. To pa ni lahko. Potrebuješ veliko, veliko let, da postaneš otrok. Hvala lepa. Hvala direktorju inštituta, profesorju doktorju Jadranu Lenarčiču.
V zadnjih letih se je v javnosti torej kar nekako utrdilo prepričanje, da biti predvsem mlad znanstvenik pri nas ni ravno lahko izvedljivo. Vedno več mladih odhaja v tujino in verjetno prav to potrjujejo tudi današnji dobitniki nagrad. Ampak prav z današnjimi nagradami, torej zlatim znakom Jožefa Štefana, inštitut spodbuja mlade k še večji zavzetosti na znanstveno-raziskovalnem področju v upanju, da bodo prav mladi soustvarjali uspešnejšo znanost, uspešnejšo družbo. K mikrofonu zdaj vabim direktorja Agencije za raziskovalno dejavnost, profesorja doktorja Jožefa Gerkeša. Prosim. Hvala lepa. Spoštovane raziskovalke in raziskovalci, direktor, cenjeni gostje. Težko je spregovoriti po tako udarnem in vsebinsko zelo korektnem uvodniku. Ampak začel bom z eno zgodbo. Bil je lep pomladanski dan, ko me je nekaj mesecev po začetku mojega mandata kolega profesor Lenarčič povabil v Portorož na tradicionalno, po njegovih besedah neformalno sproščeno delovno srečanje z vodji raziskovalnih odsekov Inštituta Jožef Štefan. Znašel sem se za ogromnim omizjem, kjer so bile nenadoma vame uprte oči vidnih in odličnih znanstvenic in znanstvenikov, seveda. Ni mi bilo lahko, vendar je prav to srečanje pustilo pomemben pečat. Ponudilo mi je odličen vpogled v raziskovalno skupnost in omogočilo preverjanje elementov vizije, ki sem jo zastavil ob nastopu mandata direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ob koncu leta 2014. Tudi zaradi opisane izkušnje sem danes izjemno počaščen in se zahvaljujem za povabilo. Nekateri izzivi so v raziskovalni dejavnosti stalnica, kot smo slišali uvodoma. Naj si gre za financiranje, organizacijo dejavnosti, postopke evalvacije, predvsem pa pomen vključevanja mladih v raziskovalno dejavnost. Lansko leto smo družno Slovensko akademijo znanosti in umetnosti ter s pristojnim ministrstvom obeležili več kot 30 let izvajanja programa mladih raziskovalcev. Program je zaživel leta 1985 in do letošnje generacije je usposabljanje v programu mladih raziskovalcev zaključilo nekaj manj kot 5000 mladih, ki so pridobili naziv doktor znanosti. In ti mladi zanesljivo vnašajo vitalnost v raziskovalne skupine, zato prav poudarjam tole dejstvo v današnjem nagovoru. Večkrat slišimo, da je biti mladi raziskovalec poseben privilegij, s tem, da mladi raziskovalci sodelujejo neposredno v raziskovalnih okoljih, so v vsakodnevnem stiku z vrhunskimi raziskovalkami in raziskovalci in pri usposabljanju uporabljajo sodobno raziskovalno opremo, ukolikor je na voljo, bi dodal verjetno kolega Lenarčič. Trdimo, da program mladih raziskovalcev posredno naslavlja tudi večkrat poudarjen izziv neenake prisotnosti spolov v raziskovalni dejavnosti. Krčenje proračuna je močno vplivalo na število mladih raziskovalcev. V agenciji v zadnjih letih vendarle postopno povečujemo njihovo število. Znano nam je tudi nezadovoljstvo dela raziskovalne javnosti s shemo mladih raziskovalcev, z obstoječo shemo, ki je vezana na programske skupine. Prav zaradi tega in ker verjamemo, da je kakovost edini pravi odgovor na izpostavljene dileme, je znanstveni svet agencije sprožil delovanje delovne skupine, ki je pripravila komplementarno shemo imenovano MR+, delovno, ki poudarja odličnost raziskovalcev in ne temelji več na pripadnosti programski skupini oziroma določenim kvotam. Agencija trenutno pripravlja ta instrument, ki bo zaživel leta 2018 in zdaj sledi tisti del ob pomembnem pogoju, da bodo zagotovljena dodatna sredstva. Tako smo prispeli do pomembnega dela, ki sem se mu v dosedanjem nagovoru malce izogibal. Kljub zmernemu povečanju financiranja iz državnega proračuna, bi rekli 133 na 145 milijonov, še vedno zelo daleč od 183. Torej, tu so tudi dodatna sredstva iz kohezijske politike, s katerimi upravljajo pristojna ministrstva.
Torej, ne glede na to, večji premiki, kot so povečanje obsega obstoječih odličnih programskih skupin, ustanovitev novih propulzivnih programskih skupin, obsežnejši razpis raziskovalnih projektov in še kaj, kar bi nam kot agencija omogočilo primerljivo s sestrskimi agencijami v Evropi, zaenkrat žal ni mogoče. In takšna je tudi projekcija proračuna za 2018. Upamo seveda na rebalans. Tudi zaradi tega pozorno sledimo, rekel pogovorno, po brexitovskim razpravam o Evropi več hitrosti. Na področju financiranja znanosti, kot premnogokrat ugotavljamo v okviru Evropskega združenja agencij Science Europe, Evropa več hitrosti žal že obstaja. Zato se ob novih razpravah na ravni politike bojimo, da se bodo sedanje globoke razlike glede načina in obsega financiranja znanosti v Evropi dodatno poglobile. Poglobitev teh razlik in formalizacija Evrope več hitrosti pa ne pomeni le, da imaš manj denarja, temveč je bistveno huje, ne sodeluješ več pri odločanju, saj moči v legaliziranih večhitrostnih pristopih tudi uradno nimaš več in upam, da se bomo znali modro temu izogniti. V zaključku naj omenim, da se agencija zaveda svoje odgovornosti in da spremembe snujemo premišljeno in v sodelovanju z usmerjevalno skupino preko razprav na SAZU in ne nazadnje skozi stalne stike in pogovore z raziskovalkami in raziskovalci ter seveda z raziskovalnimi organizacijami in univerzami. Delovanje znanstvenega sveta in znanstvenih svetov za posamezne vede je za kakovostno delo agencije ključnega pomena. Spoštovani, vrnimo se k današnjemu dogodku. Pregled seznama dosedanjih nagrajencev je impresiven. Tako letošnji prejemniki priznanja Zlati znak Jožefa Štefana stopajo v eminentno družbo in s tem jim tudi vnaprej čestitam in se zahvaljujem za vašo pozornost. Inštitut Jožef Štefan Zlati znak podeljuje že 25. leto zapored avtorjem doma in v tujini najodmevnejših doktoratov, ki so bili podeljeni v Republiki Sloveniji v preteklih 3 letih, po enega za področje naravoslovja, tehnike in znanosti o življenju. Predsednik odbora za podelitev Zlatega znaka Jožefa Štefana je profesor dr. Stane Pejovnik, ki ga zdaj vabim, da predstavi letošnje delo odbora. Prosim. Dober večer, lepo pozdravljeni, spoštovani direktor agencije, profesor dr. Jože Gyerkeš, spoštovani kolega, direktor inštituta Jožef Štefan, profesor dr. Jadran Lenačič, spoštovani direktorji inštituta Jožef Štefan, ki ste danes z nami, drage kolegice in kolegi, dame in gospodje. Danes bomo ponovno podelili zlate znake Jožefa Štefana in kot je bilo že nekajkrat povedano v okviru 25. razpisa za to priznanje. Današnje listine nosijo številke 70, 71 in 72. Torej 72. nagrajenec bo danes prejel listino. In rad bi povedal, da so bili bistveni kriteriji za izbor izjemnost in originalnost dela, znanstvena vsebina, kakovost objav in kakovost revij, v katerih so bila dela objavljena. Njihova odmevnost, število citatov, pa seveda povezava s potencialnimi možnostmi za uporabo. Odbor, ki ga je imenoval znanstveni svet, je deloval v sestavi profesor dr. Gregor Anderluh, profesor dr. Martin Čopič, profesor dr. Janez Seligar, profesor dr. Franc Solina in seveda jaz. Za leto 2017 je bilo prijavljenih 10 res kakovostnih predlogov, ki so bili dokaj enakomerno porazdeljeni med vsemi področji. In kot zanimivost moram ponovno povedati to, kar je povedal že direktor. Imeli smo možnost, da bi podelili, če bi bilo potrebno, tudi 3 zlate znake iz naravoslovja. Nismo bili več omejeni s tem, da naj bi vsako področje dobilo en doktorat. Vendar se je na koncu izkazalo, da smo ponovno podelili 3 listine iz vsakega področja. Iz tehniških ved so bili 4 predlogi, iz naravoslovja
in matematike 3 predlogi in izvet o življenju 3 predlogi. Lahko prav posebej pozdravim tudi obe nagrajenki in nagrajenca in profesor Györkös je prej rekel, da biti mlad raziskovalec je velika prednost. Jaz se popolnoma strinjam z njim in glede na to, da sem star več kot 70 let, tudi natančno vem zakaj. Zato, ker ste mladi. Zato, ker je pred vami vse življenje in ker boste lahko to, kar ste skupaj z mentorji naredili, tudi koristno uporabili v življenju in vsem vam, pa tudi nam, ki smo mogoče že svoje delo opravili, polagam na srce to, da je prejeti takšno odlikovanje odgovornost. Ne samo čast, ampak predvsem velika odgovornost, saj ga boste morali neprestano potrjevati v življenju in verjamem, da predstavlja zelo, zelo dobro izhodišče, kajti zlati znak Inštituta Jožef Štefan je v slovenskem prostoru prestižna nagrada. In večina dobitnikov se je v življenju zelo dobro obnesla. Takšne predloge pa lahko rečem, da je biti nominiran za zlati znak prav gotovo že priznanje sama nominacija. In odbor je imel težko delo, verjamem, da smo ga opravili korektno in pošteno, vendar končno sodbo prepuščam vam in strokovni javnosti. S tem zaključujem poročilo in verjamem, da boste navdušeni, ko boste slišali, da je vsak od teh nagrajencev imel že v zelo kratkem času, v obdobju 3 let, več kot 100 citatov, da so bila dela objavljena v prvovrstnih revijah in da je vsak od nagrajencev imel najmanj eno delo, za katerega lahko brez skrbi rečemo, da je dominantno na področju, na katerem je deloval. Zato iskrene čestitke, vam pa hvala, da ste prišli, da bomo lahko skupaj počastili nagrajenki in nagrajenca. Hvala profesorju dr. Stanetu Pejovniku, ki ga pa zdaj kar vabim, ali pa če se odločita, skratka, vaju vabim, torej predsednika odbora za zlati znak in pa direktorja inštituta, da se pridružita tukaj na odru, seveda bosta ona dva podeljevala letošnje nagrade. In prehajamo na osrednji del, na podelitev nagrad Zlati znak Jožefa Štefana za leto 2017. Zlati znak Jožefa Štefana prejme dr. Luka Leskovec za uspešnost in odmevnost doktorskega dela na področju naravoslovno-matematičnih ved z naslovom Hadronske resonance v kromodinamiki na mreži na predlog izredne profesorice doktorice Saše Prelovšek Komel z odseka za teoretično fiziko Inštituta Jožef Štefan. Dr. Luka Leskovec, seveda iskrene čestitke, mogoče pridete vendarle tlele malo bližje. To, kar je povedal profesor Pejovnik, da so letos že nominacije res vrhunske, dokazujejo tudi obrazložitve, ki so izredno zahtevne in mislim, da ne gre za težjo razlago, ampak dejansko za vrhunskost dela. Eno od teh področji je prav gotovo področje doktorja Luke Leskovca. V utemeljitvi priznanja lahko beremo, da ste kot prvi ab initio teoretično obravnaval hadronske resonance, ki vsebujejo čudni kvark S ali čarobni kvark C. Razvili ste metodo za točno obravnavo vezanih stanj mezonov nedaleč od praga za močno interakcijo. Izpeljali ste originalno analitično zvezo, ki omogoča določitev sipalne matrike za sipanje dveh mezonov z različnima masama. Postavili ste izredno zahtevne numerične simulacije v okviru kromodinamike na mreži. Luka, zakaj pravzaprav gre, nam lahko razložite, prosim? Hvala. Če si lahko dovolim, bi mogoče najprej začel s tem, da se zahvalim najprej mentorci, pa
Starši Prilošek, tam hor. Hvala. So mentori v Danielu, ki danes ni tukaj, ampak je v Mainzu. Tudi vsem kolegom na odseku F1, ki so mi stali ob strani, diskutirali in me predvsem v določenih trenutkih podpirali tekom dela. Hvala. Da nadaljujem z vašim vprašanjem. Po mojem mnenju je znanost razumevanje narave. In ena izmed stvari, ki jih hočemo razumeti, je, kaj je ta snov, ki jo vidimo okrog nas. In kljub temu, da vemo, da je snov sestavljena iz kvarkov, gluonov, pa leptonov, tako dalje, in kakšne so interakcije med njimi, se izkaže, da je ta interakcija med kvarki in gluoni pravzaprav zelo zahtevna. Ima izjemno moč, zato je pravo močna interakcija. Kvarki in gluoni se zelo neradi ločijo med sabo in zato tega ne moremo obravnavati z običajnimi metodami teorije polja in edini zares zanesljiv način, kako to počnemo, je kvantna kromodinamika na mreži. V okviru kvantne kromodinamike na mreži mi potem vzamemo diskretiziran prostor čas, damo eno škatlo in potem v okviru teh ogromnih simulacij poračunamo določene količine, ki so za nas zanimive. Te količine so razpadne širine, mase in v določenih primerih tudi struktura teh stanj, ki nastanejo, ko se kvarki in gluoni vežejo med sabo. In kako to delamo, je bil tudi del moje dizertacije. In kako to delamo je, poračunamo v različnih referenčnih primerih in potem pogledamo, kaj vidimo. Zato, da smo lahko to naredili, je bilo treba pač najprej posplošiti te metode zato, da veljajo za splošne delce. Potem pa smo to aplicirali na različne hadronske resonance, to je vezana stanja kvarkov in gluonov, ki potem razpadajo v druga hadrone, ki so spet vezana stanja kvarkov in gluonov in ta stvar je pač taka, da je treba to početi na velikih računalnikih. Upam, da sem dal temu vse malo pravice. Luka, kako zdaj po malo manj kot 2 letih od doktorata gledate na rezultate teh vaših raziskav in kako, v čem se je izkazal njihov pomen? No, mogoče, če začnem s tem, je, trenutno delam na University of Arizona v Tucsonu, kjer je moj šef Štefan Meinel in prva stvar, o kateri so se pogovarjali, je rekel, se spomniš tvojega prvega članka. Tam od zadaj imaš napisano, kako to poračunati. No, jaz sem tako to poračunal. Vsekakor je to aplikabilno. Obstajajo programski paketi, ki jih uporabljamo, kjer se to računa. Na doktorat sem pa ponosen. Mislim, da je bil to en izjemno obdobje v mojem življenju, v katerem sem spoznal, kaj znanost je. Na srečo z dobrim vodstvom, mentorce, somentorje in ostalih kolegov. In na ta način mislim, da človek potem, kot ste omenili prej, res kot mladi raziskovalec je privilegiran in se počutim tudi privilegiranega. Nam lahko zaupate to vaše spoznanje, kaj je za vas znanost? Zame je znanost veliko stvari. Prva stvar je vsekakor ljubezen, ki se je razvila nekako, ne vem od kje, no pravzaprav. Zame je znanost strast, nekaj, kar ti ne pusti spati po noči, nekaj, kar te sili, da nadaljuješ naprej, dokler ne prideš do odgovora. Po drugi strani je pa znanost tudi nekaj, kar nam pove o naravi okrog nas. Pove nam, kaj nas sestavlja, zakaj je tako, kako je tako in dol pozneje na poti, kako to lahko manipuliramo. Dejali ste, da ste trenutno v Združenih državah Amerike na Univerzi v Arizoni. Tako je. Kako doživljate zdaj to obdobje? Ste zadovoljni z delom? Tam je super. Mogoče je malo vroče, tam je puščava, ampak uživam v delu.
Moj šef, Štefan Majnel, je super šef. Kot podoktorski raziskovalec večinoma samo razmišljaš, računaš in pišeš. In je to en korak naprej od mladega raziskovalca, ko te mentori vodijo kam, ko prestopaš v obdobje, ko sam ugotavljaš, kam boš stopil, kako boš nekaj naredil, ko te drugi vprašajo, zakaj pa to tako, kako pa to tako in potem rečeš, ja, tako pa tako in tako. In hkrati tudi prva izpostavitev, vsaj zame, z študenti, ki imajo podobno vprašanje, kot sem jih jaz imel in jih potem skušaš odgovarjati na različne načine. No, ampak prej ste dejali, da je bilo tudi na odseku F1 zelo prijetno, da so tudi tam prijetni sodelavci. Vas kaj vleče tudi nazaj? Imate kakšno razmišljanje o bližnji prihodnosti? Z veseljem bi se vrnil na ISE. Na ISE je super. Kot najbrž vsi tukaj prisotni veste, ISE je ena izmed najboljših raziskovalnih inštitucij, ne le v Evropi, ampak po celem svetu. Znanost, ki se počne tukaj, je tam skupaj na vrhu z vsemi ostalimi Ivy League univerzitetami oziroma kako hočete temu reči. In z veseljem bi se vrnil nazaj. Tukaj mi je bilo grozno všeč. Mogoče en čuden komentar, pa brez zamere mama. Ko sem se vrnil lani prvič, da si me vprašala, a se počutim, kot da prihajam domov ali ne, sem ti rekel, ne čisto. Ampak je bilo pa, kot da prihajam domov, ko sem prišel naslednji dan na F1. Lepo. Hvala doktorju Luki Leskovcu in seveda iskrene čestitke od vseh nas. Hvala ti vam. Hvala. Zlati znak Jožefa Štefana prejme doktorica Petra Galer za uspešnost in odmevnost doktorskega dela na področju ved o življenju z naslovom Sinteza, transformacije in lastnosti substituiranih derivatov beta-diketonov na predlog profesorjev doktorjev Borisa Šketa in Matjaža Krajnca z Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Doktorica Petra Galer, seveda tudi vam iskrene čestitke. Vi ste v doktorskem delu sintetizirali in proučevali lastnosti nekaterih novih vrst luminogenov in za modelno spojino beta-diketonskega tipa ugotovili, da so zanj značilni številni fotokromni efekti, kot so mehano, piezo, solvatokromizem, a med njimi je najbolj poudarjen AIE efekt. Zakaj ravno ta? Ja, lep večer vsem skupaj. Tudi jaz bi se najprej rada zahvalila mojemu mentorju, ki me je bodril in predvsem puščal zelo veliko svobode pri mojem raziskovalnem delu. Zahvala gre tudi vsem mojim sodelavcem za super stimulativno delovno okolje in zahvala gre mojim domačim, ki so danes prišli tudi sem. Ja, jaz bi mogoče malo širše pogledala na te stvari. V okviru doktorske disertacije sem na nek način se ukvarjala, proučevala nove, učinkovitejše fluorescenčne materiale, ki temeljijo na organskih luminogenih. To pa so organske spojine, v našem primeru beta-diketonskega tipa, ki emitirajo svetlobo določenih valovnih dolžin. In seveda izkazalo se je, da pač te spojine imajo številne, kot ste že omenili, koromne efekte, ampak če pozabimo na vse to, daleč najbolje me je razveselil ta AIE efekt, kar pomeni agregacijsko inducirana emisija. Ta efekt je zelo redko opažen nasploh pri spojinah in navsezadnje je bil tudi odkrit v začetku tega tisočletja in znanstveniki širom sveta ravno temu efektu v zadnjih 10 letih posvečajo in temu tipu raziskav posvečajo ogromno pozornosti.
V bistvu, kaj pa dejansko pomeni, če zelo preprosto povem, spojine, ki imajo ta efekt, se lahko uporabljajo kot senzorji, recimo biosenzorji. To pomeni, da jih lahko uporabljamo za vizualizacijo določenih biomolekul. In če uporabimo to spojino, ki se dejansko mora seveda selektivno vezati na določene tarčne molekule, torej biomolekule, ob vezavi pride do agregacije in agregacija seveda vse skupaj prižge, stvar se začne svetiti, emitirati in dejansko dobimo zelo lepo sliko. Naše informacije se ločijo od ozadja, slika je jasna, torej informativna, popolnoma drugačna kot od običajno uporabljenih tehnik, ki pa imajo ravno obraten efekt, ki temeljijo na ravno obratnem efektu, ker je zelo malo spojin takih, ki pač se lahko, ki izražajo ta AI efekt. V drugem delu doktorske dizertacije ste iz modelnega sistema prešli v kompleksnejše sisteme kurkuminoidnega tipa. Zakaj? Čemu taka izbira? V drugem segmentu disertacije sem v bistvu raziskave razširila na kompleksnejše sisteme, kot ste rekli, kurkuminoidne molekule, zato ker to so sistemi z bistveno povečano delokalizacijo, kar je omogočilo, da se je valovna dolžina absorbance in emisije, predvsem emisije, pomaknila proti daljšim valovnim dolžinam. Dejansko sem uspela se približati IR delu spektra, infrardečemu delu spektra, kar pa v bistvu ponuja možnosti uporabe, dejanske uporabe teh spojin kot biosenzorjev za vizualizacijo biomolekul v celici. Hkrati pa so ti kurkumini spojine, ki niso toksične in seveda ob selektivni vezavi na določene tarčne makromolekule, biomolekule, imamo zmagovalno kombinacijo v rokah. No, povedati moram, da je strokovna javnost posebno pozornost namenila objavi dela doktorske dizertacije doktorice Galer v eni od najuglednejših revij z področja kemije, Journal of the American Chemical Society. Ta članek ima preko 100 čistih citatov, v letu 2015 pa je bil označen kot eden izmed 100 najbolj citiranih člankov z področja kemije. Verjetno so to kar zavidljivi dosežki za znanstvenico vaših let. Kaj vam pomeni ta mednarodna odmevnost, pa če rečeva v primerjavi z današnjo nagrado? Jaz bi rekla, da gresta eno in drugo z roko v roki. To priznanje je zame prvo, eno in edino, a s toliko večjo težo, medtem ko pa ta odmevnost pa vseeno pušča tak dober občutek, da vseeno delo, rezultate, do katerih si prišel, uporabljajo znanstveniki, jih s pridom izkoriščajo, torej znanstveniki širom sveta, ki so pač z tega področja. Kje in kako ste potem nadaljevali svoje delo po končanem doktoratu? Po končanem doktoratu sem v bistvu na povabilo profesorja dr. Janeza Plavca iz Kemijskega inštituta pristala v njegovi skupini. Sicer tam se ukvarjajo z strukturno določitvijo DNA, molekule DNA z uporabo NMR spektroskopije. Kljub temu, da sem zamenjala področje, me je to predstavljalo takrat takojšnjo finančno stabilnost in težko je ostati ravnodušen na povabilo skupine, ki slovi po odličnosti vrhunskih znanstvenih dosežkov. No, gotovo ste se prav odločili. Kako pa razmišljate o svojem delu za bližnjo prihodnost? Česa si ta trenutek najbolj želite? O tem zadnje čase kar veliko razmišljam. V bistvu ta doktorska disertacija pušča en tak grenek priokus, ker je precej dela, predvsem del, ki se nanaša na te molekule kurkuminoidnega tipa, ki tudi nekako največ obetajo, prav zaradi te uporabe kot biosenzorjev, je ostal pač nedokončan, zdaj je nekje v predalu na polici
in res upam, no, da mi bojo dane možnosti, da bom lahko to nekako dokončala in morda tudi več naredila na tem v smislu uporabnosti. No. Pa bi si želeli svoje delo nadaljevati bolj doma ali tudi v tujini? Ja, zdaj, ko imamo v boku dva kolega iz tujine, jaz mislim, ja, vsekakor po znanje in nove izkušnje v tujino. Tako rekoč pa se bom obrnila na koristne napotke in nasvete na vaju, kar iz prve roke. Doktorica Petra Galer, veliko sreče in uspeha seveda tudi v prihodnosti in seveda iskrene čestitke za nagrado. Hvala. In še pri zadnji nagradi smo. Zlati znak Jožefa Štefana prejme tudi doktorica Marinka Žitnik za uspešnost in odmevnost doktorskega dela na področju tehniških ved z naslovom Učenje z zlivanjem heterogenih podatkov na predlog profesorja dr. Blaža Zupana z Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Doktorica Marinka Žitnik, seveda tudi vam iskrene čestitke. Vaše delo sodi na področje strojnega učenja in bioinformatike. Zanimivo je, da se v vsakdanjem življenju ljudje odločamo na osnovi raznolikih, včasih tudi zelo posrednih informacij in več je teh informacij, morda je odločitev celo lažja. No, ravno nasprotno pa velja v svetu računalniških algoritmov, kjer takih algoritmov, s katerimi bi lahko podobno sklepali iz raznorodnih in iz večjega števila podatkov, skoraj da ni. Doktorici Marinki Žitnik pa je uspelo prav to. Rešila je problem sočasne obravnave heterogenih množic podatkov. Kako vam je to uspelo in kaj to pomeni? Ja, tudi jaz bi se najprej rada zahvalila svojemu mentorju, profesor dr. Blažu Zupanu iz Laboratorija za bioinformatiko in tudi vsem na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, ki so mi omogočali, da sem tekom svojega doktorskega študija obiskala več uglednih tujih inštitucij in so me res spodbujali z izjemno podporo, ki si bi jo zagotovo vsak doktorski študent še na tako uglednem mestu res lahko le zaželel. Zdaj, tako kot ste omenila, je res, da se ljudje velikokrat odločamo na osnovi raznovrstnih podatkov in na osnovi čim več podatkov, ki so nam na voljo in želimo te podatke v nekem smislu na pameten način agregirati, izliti in potem sprejeti odločitev, ki je za nas zanimiva. In v svojem doktorskem delu sem se ukvarjala z razvojem metod strojnega učenja, ki poskušajo sočasno zgraditi napovedne modele iz zelo različnih heterogenih podatkovnih virov, velikih podatkovnih množic in te modele, ki smo jih zgradili, sem uporabila za probleme v biologiji in medicini. In to ponuja neko izjemno osebno zadovoljstvo tudi zame, predvsem zato, ker lahko nekdo s področja računalništva in matematike z znanji optimizacije linearne algebre zares prispeva k napredku na povsem drugem področju, v biologiji in medicini in s tem v bistvu vzpostavlja neko interdisciplinarno vez, kar se mi zdi izredno pomembno in sem zelo zadovoljna, ko je to mogoče. Naprimer, za bolj konkretno predstavo, kakšen primer iz medicine? Ja, torej konkreten primer, s katerim smo se ukvarjali, je problem bakterijske rezistence v amebi. Bakterijska rezistenca je proces, ki je zelo pomemben in je pomembno, da ga dobro razumemo, ker je pomemben za razvoj novih metod antibakterijskega zdravljenja. In torej algoritme, ki sem jih razvila v svojem doktorskem delu, smo uporabili, da smo napovedali nove gene, ki bi bili pomembni za ta proces bakterijske rezistence. In sicer to smo lahko naredili na osnovi začetnih 4 genov, za katere so naši sodelavci biologi potrebovali 5 let. Z algoritmi pa smo lahko potem
uporabili heterogene podatkovne vire, ki so jih biologi izbrali v dolgem času in smo prioritizirali gene in pripravili 8 dodatnih napovedi. In te napovedi so potem biologi potrdili z eksperimenti v laboratoriju. Zdaj, zakaj je to pravzaprav pomembno? To je pomembno, ker za odkritje začetnih 4 genov so potrebovali 5 let. Za validiranje naših napovedi, torej za potrditev napovedi, pa zgolj 1 mesec. Torej, to je bistveno pripomoglo k temu, da so raziskave pravzaprav hitrejše in tudi bolj učinkovite in ugodnejše. Izsledke doktorata je doktorica Marinka Žitnik objavila v priznanih mednarodnih revijah in konferenčnih člankih. Njene metode pa uporabljajo številne skupine na področju funkcionalne genomike, določanja funkcij genov, napovedovanju stranskih učinkov zdravil, napovedovanju interakcij med zdravili in boleznimi. Kako vi občutite odmevnost vašega doktorata? Ja, predvsem sem zelo vesela, ko se lahko srečam z končnimi uporabniki naših metod. Torej, ne gre samo za metode, ki jih pač opišemo v članku in potem ostanejo nekje v arhivu, ampak zares se dobro človek lahko počuti, ko ga kontaktira nekdo iz drugega konca sveta in ga zanima, kako lahko te metode uporablja za svoje probleme. Tako da sem zelo navdušena, da sedaj več evropskih in pa več ameriških univerz uporablja pristope, ki smo jih razvili in jih nadgrajuje, in da v bistvu so take zgodbe, kot sem jih omenila o bakterijski rezistenci, jih imamo še nekaj v teku, ko se res veselim, da bomo dobili dobre rezultate. Doktorica Žitnikova, tudi vi ste danes, tako kot Luka, vi pa dobesedno danes na podelitev prišli iz Amerike. Kakšno je vaše raziskovalno delo tam? Kakšne imate sodelavce, pogoje za delo? Kako doživljate Ameriko? Ja, sem imela zelo veliko sreče, bi rekla, da sem že en teden po zaključku doktorata oziroma po zagovoru doktorata imela priložnost, da sem nadaljevala podoktorski študij, kjer sem na Univerzi Stanford v Kaliforniji, kjer sem še zdaj. In tam res delam z vrhunskimi sodelavci na področju strojnega učenja in seveda z odličnimi sodelavci na področju biologije, s katerimi zelo tesno sodelujemo. In življenje na Stanfordu je zares odlično, super. Bi rekla, tisto, kar me nekako najbolj, kar se mi zdi najbolj pomembno, je izredno spodbudno, dinamično okolje. Torej, ljudje so zelo aktivni, navdušeni nad tem, kar počnejo, se zelo veliko angažirajo in to mi je zelo všeč. Zdaj, po drugi strani pa moram povedati, da sem še vedno tesno vpletena in zelo dobro sodelujem z Univerzo v Ljubljani, z laboratorijem, kjer sem delala svoj doktorski študij, in sem zelo vesela, ko se vrnem vsakič, ko se vrnem v Ljubljano, ko grem na fakulteto in tam se pogovarjam s svojimi nekdanjimi sodelavci in v bistvu še zdajšnjimi sodelavci in pišemo se skupaj članke in raziskave upravljamo. Tako da se mi zdi taka zelo lepa vez, ki jo želim vsekakor ohraniti. Ja, in rezultate vašega dela seveda prenašate tudi v Slovenijo. Seveda. Doktorica Marinka Žitnik, hvala in seveda iskrene čestitke tudi vam.